Govorite o nezaposlenosti. Glejte, v proračunih se nadomestila za brezposelnost v letu 2021 in 2022 manjšajo. 2021 za 13 milijonov evrov, 2022 za 25 milijonov evrov. Ne vem, na kakšnih predpostavkah je to utemeljeno, ampak nikakor ne morem deliti vašega optimizma. Jaz poznam ogromno storitvenih podjetij, ki so, za razliko od bank, ki ste jih vi zdajle omenjali, v hudih likvidnostnih težavah. Lahko se sprehodite tamle po kakšni ulici Ljubljane pa vprašajte gostincem, kako jim gre. Vprašajte jih. Ali pa, ko govorite o brezposelnosti, češ, da je ta manjša kot marca, mogoče. Ampak koliko je pa nevidne brezposelnosti? Jaz imam brata in sestro, ki sta mlajša. Oba sta dejansko brezposelna, ampak ni nikogar v evidencah. Dela pa nimata in ga ne najdeta. In jaz vam povem, da je cela generacija med 25 in 30 let trenutno v taki situaciji. Zaključili so fakultete, začeli so nekaj delati, izgubili so delo in dohodek, zdaj pač živijo pri starših in čakajo na boljše čase, vmes pa pošiljajo prošnje za zaposlitev. To je situacija te generacije. Niso pa brezposelni, ker imajo še vsi nek status študenta ali pa kaj podobnega. Ampak brezposelnost, gospod Šircelj, je malo večja, kot si vi mogoče predstavljate. Potem pravite, finančna pozicija države je dobra. Glejte, mi imamo državo, ki drvi proti 100% zunanjega dolga oziroma državnega, javnega dolga, kjer ni nepomembno to, da mi nismo država, ki bi se zadolževala v lastni valuti, na katero bi imeli vpliv, ampak smo država, ki se de facto zadolžuje v tuji valuti, na katero nimamo vpliva. In na ta način lahko drvimo, bom rekel lahko, ker ne vemo, ampak lahko drvimo v dolžniško past, kakršne so bile ponavadi tipične za države tretjega sveta, ki so bile zadolžene v tuji valuti, ponavadi v dolarju. Iz neke take propadle države smo konec koncev pred 30 leti šli. Pa se spomnite, kako se je takrat začelo. Verjetno je tudi kakšen finančni minister leta 1977 govoril, da je vse v redu. Pol pa naprej, pravite, evropska sredstva nas bodo rešila. Imeli smo veliko hvalisanje poleti predstavnikov vlade, kako je zunanje politični genij Janeza Janše, ki smo ga lahko občudovali prejšnji teden vsi na Twitterju, cel svet, ne samo mi, v Bruslju izboril 10 milijard evrov za Slovenijo. Zdaj realnost nas bo pričakala. Vlada je malo za tem, čeprav tudi tistih 10 milijard niste izborili vi, ampak nam po različnih kvotah na nek način pripadajo. Realnost je pa tale, da smo trenutno v spregi z dvema prijateljskima državama te vlade, Madžarsko in Poljsko, ki sta ravno danes napovedali, da bosta vse skupaj v parlamentu blokirali, evropskem. Po drugi strani pa je vlada predložila nacionalni načrt okrevanja in odpornosti, ki ga je Evropska komisija zavrnila oziroma smo dobili negativno oceno. Razlog za negativno oceno pa je, da je v tistem dokumentu vse. Jaz sem ga šel gledati. Okrog 300 projektov, od NEK 2 do bazena v Češči vasi. Vse je tam noter. In logično je Evropska komisija rekla, pač ta dokument nima nobene rdeče niti, ta dokument ne sledi nobenim nacionalnim prioritetam, ta dokument ni to, kar mi od držav članic pričakujemo. Tako da, če bomo hoteli do kakšnega evropskega denarja priti, bo treba delati malo drugače, kot delate zdaj. Ampak, če spet spomnim, na prvem mestu je očitno pač vse ostalo, od sesuvanja RTV-ja do višanja plače novi direktorici NPU-ja do iskanja obvodov mimo akreditacije za novo univerzo. Pač to so stvari, s katerimi se ukvarja vlada te tedne, ko nam praktično vsak dan umre za en avtobus ljudi.